Dobrodošli, nadaljujemo torej z drugim delom razprave o prihodnih delovnih mestih v Evropski uniji. Za hip gremo spet v vesolje. Na začetku današnjega dne smo bili na Evropski vesoljski postaji oziroma videli ste tisti sloviti premet nazaj. Ni treba poskušati tega, čeprav malce fizičnega dela bi nam zdaj najbrž da čisto prav prišlo. Zdaj le boste spoznali zanimivega slovenskega znanstvenika, zanj ste morda že slišali. To je gospod Anton Mavretič, ki je Slovenec, ki je delal tudi za NASA in njegovo ime je zapisano na NASIni sondi Voyager. Pa poslušajmo njegovo sporočilo. Ni ga posnel v vesolju, da ne bo pomote. Nagovor za zaposlitve v prihodnosti v Evropski uniji, sestanek se dogaja v Ljubljani. Veseli me, da sem bil povabljen izreči nekaj besed na tem srečanju, ki razpravlja o možnih zaposlitvah v prihodnosti v Evropski uniji in še posebno zato, ker se dotika možne bodoče zaposlitve v vesoljskih programih. Ker nisem več direktno vključen v taka razmišljanja, lahko samo omenim moje mnenje, ki pa naj bo samo podaljšek naših sanj o vesolju in splošno o prostoru, v katerem živi naša lepa in edina zemlja. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani je odlično začrtala nekaj možnih bodočih zaposlitev v tem tako zahtevnem projektu, ki se nanaša na vso zemljo in seveda tudi na naše planete, ki jih bomo morali prej ali slej obiskati. Ti obiski s človeško posadko bodo verjetno šli najprej na Mars, kjer ne bo ustanovljena človeška postojanka. Za usodo Venere že vemo, če ne bomo pazili na Zemljo, bomo mi na istem kot Venera. Za naprej bo potrebno rešiti probleme glede dolgočasnega preživetja posadke, zlasti kar se tiče dostopnega zraka na postaji, to so voda, hrana, medicinskih problemov in s človekom in tako naprej. Teh problemov je še, ki niso rešeni. Na teh problemih se že dela veliko let, vendar problemi še niso točno rešeni. Samo vozilo tja in nazaj bo lažje narediti, kot na primer izvesti logistiko za to postojanko v vesolju in pripraviti vse za dolgoročno bivanje človeka v takem prostoru. Veseli me, da se človeštvo bogatih držav že pripravlja na bodoča potovanja in to v velikem številu. Čeprav tehnični problemi še niso popolnoma rešeni, je zanimanje za te polete zelo veliko. Za takšen skok na Mars, na primer, bodo morali prispevati vse države sveta z denarjem in z možgansko silo, da bomo probleme rešili. Ne bo dovolj, če se bo nekdo rekel, naprimer, da so statistično gledano, da so problemi 25% rešeni. To pa ne bo dovolj. V tem primeru morajo biti tehnične rešitve 100%, to pa ni več šala, to so pa težki problemi. Dela in delovnih sil na teh projektih bo zato potrebno zelo veliko. Vse panoge bodo dragocene, od tehničnih ved, matematičnih ved, astronomije, materialne znanosti, kemije, medicine in tako naprej. Potrebne bodo tudi vse dodatne panoge, kot so
menedžmentstvo, biznis, umetnost in znanje jezikov. Prav tako bomo morali v bodočnosti urediti tudi turistične obiske na planet. Ob vseh teh neverjetnih načrtih, ki pa še kako realni, ki pa so pravzaprav že nekako realni, lepo pozdravljam vse kolege, ki so pomagali pri pripravi programa te konference, kot tudi vse tiste, ki bodo sedaj na tem spregovorili v živo. Lep pozdrav torej dr. Bavdažu, Cviterju, dr. Radiću, Gombacovi, dr. Širju, Turšiću, Živadinu in vsem ostalim, ki so tu prisotni ali pa niso. Nasvidenje Slovenija, nasvidenje Evropa, welcome to Slovenija. Tako, dr. Mavretič. Eden najbolj uglednih slovenskih znanstvenikov v tujini vrsto let že živi v Združenih državah Amerike, zdaj dela v Bostonu. Ko je govoril o teh turističnih izletih v vesolje, to se mi zdi bilo zanimivo, pa danes zdaj ta druga vaja za ogrevanje ne bo vključevala pametnih telefonov. Samo pomahajte tisti, ki mislite, da boste kdaj šli turistično v vesolje. Ja, in zdaj še tisti, ki ste prepričani, da zagotovo ne boste šli. Olala, smo kar ravnoteženi. Večina nas je pa nekje vmes, če bo priložnost, zakaj pa ne. Fantastično. S tem začenjamo torej drugo okroglo mizo danes od dronov do vesolja, priložnost za nova delovna mesta. Z nami so Franc Bogovič, evropski poslanec, dober dan, izvolite. Dr. Igor Šoltes, evropski poslanec, dober dan, izvolite. Doktorica Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, dober dan. Pa Grega Milčinski, direktor podjetja Synergize in Janez Kotar, predstavnik Inštituta za razvoj brezpilotnih sistemov. Dober dan. Stoli so pripravljeni, mikrofoni tudi. Začeli bomo tudi za vas z vajo za ogrevanje, se pravi vprašanje, ki ga prosim ne vzemite preveč resno in osebno, bolj kot šala je mišljeno. Gre pa takole, bo vaše delovno mesto čez 30 let še obstajalo? Če ne, ga bo nadomestil robot ali se bo zgodilo kaj drugega? Gospod Bogovič, z vami bomo začeli. Več delovnih mest sem že doslej zasedel, tako da tisto osnovno kmetijstvo bo zagotovo obstajalo še čez 30 let. Kombinirali ga bodo ljudje in robotika, že to danes počno. Za Evropski parlament bomo pa več vedeli po francoskih pa nemških volitvah letošnje leto. Doktor Šoltes. Isto vprašanje. Ja, za vse. Čez 35 let bo zelo zanimivo spremljati in mogoče iz vesolja poslati tak video, kot ga je ta znanstvenik, ker se mi zdi, da iz vesolja se mogoče perspektiva Zemlje biti popolnoma drugače kot iz Zemlje same. Zdaj, kar se tiče poslanstva ali pa poklica, ki ga trenutno opravljam, seveda odvisno je mnogo dejavnikov, kaj se bo dogajalo tudi z našo ljubo Evropo, predvsem pa tudi, kaj se bo dogajalo z našim ljubim planetom in ravno zato mislim, da je dolžnost vseh nas, predvsem pa vas mladih, ki sedite tukaj, da vložite vse napore v to, da začenši z svojo lastno državo poskušamo ustvariti priložnosti in možnosti za to, da se ohrani in kreira čim več delovnih mest. Sem pa prepričan, da čez 35 let bodo delovna mesta, o katerih se na danes niti sanja ne. In tisti, ki zdaj začenjajo svojo življenjsko pot in se upisujejo v te osnovne programe, mislim, da nihče ne more zagotovo reči, kaj se bo zgodilo, zlasti tudi na to, če pogledamo podatke zaposljivosti tudi v Sloveniji, lahko opazimo, da mnogi, ki so
sicer končali določen študij, potem delajo na popolnoma drugih področjih. Tudi odnos do dela verjetno bo drugačen, tudi ta tako imenovani prekerni del verjetno postaja prej pravilo kot izjema. V Sloveniji smo že kar na 75% mladih med 15 in 25 let, ampak če skrajšam, da ne bom že vse povedal takoj. Zdi se mi, da na nekaj seveda lahko vplivamo sami, na določene stvari seveda vplivajo tudi zunanji dejavniki, ampak kar se tiče našega delovnega mesta, govorim pa zdaj Evropskega parlamenta, čez 35 let, sem prepričan, da se bo preoblikoval, spremenil in da bo v neki drugi konstelaciji, obliki ali v povezavi, upam pa, da v korist človeštva vsekakor. Zanimivo razmišljanje, hvala lepa. Gospa Sabina Koleša, kaj bo z delovnim mestom, ki ga vi zdaj upravljate, bo še obstajalo? Zdaj, glede na to, da sem jaz odgovorna za podjetništvo, industrijo in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo, seveda tako delovno mesto v bodoče bo obstajalo, ne? Je pa vprašanje o načinu dela. Ne? Način dela se bo verjetno zaradi razvoja teh tehnologij spremenil, se spreminja že danes, verjetno bodo potrebne drugačne še dodatne kompetence. Ne? Vsi vemo, da se danes moramo vedno znova oziroma konstantno učiti. Če gledam pa moje prejšnje delovno mesto, pa bom rekla, glede na to, da izhajam iz bančništva, tu pa bodo bistvene spremembe. Ne. Vse, kar se avtomatizira, bo nadomestil v bistvu informacijski sistem, medtem ko tista kreativna delovna mesta, ne, pa se seveda v bistvu ostajajo oziroma se delovni procesi spreminjajo. Toliko na kratko. Hvala. Grega Milčinski, direktor podjetja Synergize. Kaj bo s tem podjetjem čez 30 let? Kdo bo direktor? S podjetjem ne vem, kaj bo, ampak jaz sem postal direktor računalniškega podjetja z 2 razlogov. Zato, ker sem bil blagajnik pri tabornikih, je bil to dokaz, da znam z denarjem. Drug razlog je bil pa ta, da sem ne znam dosti dobro programirati, da bi lahko kaj pametnega naredil, pa sem pač ratal direktor. Zdaj, kot je Sabina rekla, denar znajo računalniki že precej boljše upravljati kot pa ljudje, tako da ta del definitivno izgine. To, da pa nekdo ne zna nečesa dobro delati, pa upam, da naj poskušali replicirati z računalniki, tako da malo še ostane. Ste še v igri. In Janez Kotar? Zdaj tako, okoli delovnih mest sem zelo skeptičen. Delo bo pa zagotovo ostalo. Pa bom malo ilustriral. Recimo v svoji profesionalni karieri sem se ukvarjal z zelo različnimi področji. Po izobrazbi sem ekonomist, poslovne vede, upravljal sem mesto direktorja podjetja, delal sem na področju informacijske tehnologije, tudi kot strokovnjak. Profesionalno sem se ukvarjal tudi z glasbo, trenutno se ukvarjam z brezpilotnimi sistemi, mogoče danes največji moj fokus je na področju podjetništva. Zdaj malo tako, bom rekel, prosto času sem pa še pilot športnega letala. V tem zadnjem sem recimo najbolj skeptičen, da bo to še obstajalo čez nekaj desetletij, zato ker jaz mislim, da noben več ne bo pilotiral, razen kakšni zelo veliki entuzijasti, kot danes kakšni ročni poklici, ne vem, lončarjenje ali kaj takega še vedno ostalo, kljub temu, da je poklic zelo zamrl glede na prejšnja tisočletja. Tako da delo bo pa bistveno drugačno, kot je dan današnji. Zdaj gremo še bolj konkretno o priložnosti, ne nujno več, kaj bo čez 30 let, lahko tudi se pogovarjamo o bolj bližnji prihodnosti. Za oba evropska poslanca, gospod Bogovič, gospod Šoltes, včasih smo rekli, samo nebo je meja. Zdaj v bistvu to ne drži več, ker je meja veliko više postavljena. Pa tudi tako nekako razmišljamo, če se ozremo okoli sebe, se pravi ne samo ta klasična levo-desno, da se ozremo, ampak predvsem, da se ozremo navzgor. Se zdi, da je res možnosti neomejeno. Kakšne priložnosti vidva vidita za mlade, jih zaznavata, morda v lokalnem okolju, morda širše? Zagotovo so ta prostranstva bistveno večja in kot sem že predejal, že v mojem osnovnem poklicu v kmetijstvu se recimo danes srečujemo z roboti, ki molzejo krave. V prejšnjem panelu je bilo govora, da se ljudje bojijo robotov. Jaz tiste, ki so te robote pripeljali na kmetije, še nikjer nisem slišal, da bi imeli kakšne težave s tem robotom in so zelo zadovoljni, da jih imajo. Ne vem, traktori pri setvi jih vodijo GPS-i.
ko se škropi, da se ne podvoji škropilna površina z škropivi, se šobe avtomatsko ugašajo. Ne vem, sam sem sadjar doma, jabolko, ki ga predelamo, pride v podjetje Eurosat, naj to ne bo reklama, ampak sem že tudi večkrat omenil, kjer je sortirnica z 21 senzori, ki vsako jabolko podrobno vidi in se tudi to delo opravi. Tako da na vseh področjih prihaja do hitrih sprememb. Sam mislim, da je naša naloga, da na nek način zaznamo te trende, kam pravzaprav gremo, da se stvari bistveno hitreje spreminjajo in da se moramo praktično spreminjati prav vsi, od vsakega posameznika, pa tudi družba kot celota. In ne vem, recimo sam sem zelo aktivno v Evropskem parlamentu, pa prej tudi kot župan spremljal ta področja mladih zaposlovanja. Ne vem, leta 2001 smo naredili razvojni program v Posavju, kjer smo dali prav kadrom ključna prednost in rezultat tega je bil, ne vem, prva štipendijska fundacija, kjer smo vdrli v podjetja, dobesedno z 2/3 kadrovsko štipendijo kot občine. Naslednji fokus je bil usposobiti, opremiti srednjo šolo, tehnično elektrostrojno smeri, da je dobro opremljena, da je bila zanimiva za mlade. Na koncu je bil dosežek tudi v energetskem bazenu v Posavju, fakulteta za energetiko skupaj z Univerzo Maribor, kjer pa v ozadju pa tudi velenjski in pa posavski bazen. Danes spremljam v Evropskem parlamentu to področje zaposlovanja mladih in ugotovitev komisije je enostavno, da je treba mlade čim prej povezati z delom, z gospodarstvom. Spremljam inicijativo Zavezništvo za mlade, ki jo razvija multinacionalka Nestlé, ki se je dala za cilj, da do 2020 10 000 mladih spravi do kruha preko dualnega sistema. Pridružilo se je 200 podjetij in teh 200 podjetij se je zadal cilj 230 000 mladih. Izhaja iz izkušnje, to, kar je tudi komisija povzela, dualnih sistemov Avstrije, Švice, Nemčije, kjer je ta stik ves čas in so danes to najbolj razvite družbe. V Posavju zdaj ustanavljamo Zavezništvo za mlade, 2 konferenci sta že bile, kjer smo povezali od staršev osnovne šole preko srednje šole, občine, podjetja in da se vsi zavemo te odgovornosti, da mladim ponudimo čim širši spekter, da se sami potem odločajo. Ne bomo mi odločili, kaj bodo šli mladi študirati, vendar pa mislim, da je družba odgovorna mladim ponuditi primerne sisteme izobraževanja, ponuditi te priložnosti. Na koncu bomo morali pa temeljito razmisliti, glede na to spremenjajoče se poklice, tudi o spremembi delovnopravne zakonodaje, davčne zakonodaje, pravil, ne vem, če gledate samo z brezpilotnimi avtomobili na številnih področjih in mislim, da ima regulativa, država, Evropska unija, vsi skupaj največjo težavo ravno v tem, kako ta tehnološki napredek slediti z regulativami, da ne bo prehuda ovira samega napredka, ta regulatorni del. Hvala lepa. Gospod Šoltes, kje vi torej zaznavate priložnosti za mlade ali pa kje morda zaznavate, da si jih mladi sami ustvarjajo tudi, da radi ustvarjajo priložnosti? Ja, pravzaprav zelo bo tudi odvisno od same iniciative mladih, kje bodo začutili svojo priložnost ali pa svoj izziv. Veliko bo pa odvisno tudi od regulatorjev, od države, od mednarodne skupnosti. Predvsem se mi zdi, da bi stvari lahko bile malo bolj jasno strukturirane. Nekaj so seveda cilji, ki jih želimo doseči v prihodnosti, tudi glede osvajanja vesolja, tudi glede, če rečemo, vesoljske vasi in pa seveda na nebu je tisoče zvezd in vsak si lahko nariše svojo zvezdo in jo poimenuje po sebi, če želi, ampak zdi se mi, da je pri ustvarjanju te slike prihodnosti treba razlikovati. Eno je seveda sama vsebina te prihodnosti, kaj želimo doseči, drugo so pa te spremljevalni oziroma usporedni dejavniki, ki to vsebino podpirajo. In tu je ogromna paleta poklicov prihodnosti, od seveda visokotehnoloških, ki se hočem reči, ki se razvijajo strahovito hitro in se mi zdi, da včasih tudi človeška zavest niti ne sledi in niti ne more slediti vsemu temu tehnološkemu silnemu razvoju, ki pa se po drugi strani skriva tudi svoje pasti. Skriva svoje pasti v tem, da postajamo vedno bolj nadzorovani, vedno bolj nas spremlja tako imenovani veliki brat in vse te izmenjave podatkov, ki jih sami pošiljamo v to medmrežje, seveda ustvarjajo potem tudi vse večje priložnosti za tiste, ki
zato sem rekel v predhodnem delu, ne, vplivajo potem tudi na našo prihodnost. In vsekakor bo mobilni internet, računalništvo, ta avtonomni transporti, kot je bilo že prej rečeno, umetna inteligenca, strojno učenje, vse to, kar spremljamo, neverjeten ta preizkus moči robotov nad ljudmi, te umetne inteligence, ampak mislim, da tu moramo biti zelo pazljivi in to je tudi priložnost novih izzivov in poklicev. Nekako pa po drugi strani zamejiti, rekel, ta napredek, da ne gre na škodo skupnosti, da ne gre na škodo ljudi, da ne gre na škodo tudi človeških odnosov in humanosti. In mislim, da to so stvari, ki jih moramo spremljati skupaj, da na koncu ne postanemo vsi samo še roboti. In če smem samo še eno stvar, jaz sem sicer, ker kolegi so povedali, kaj so po osnovni izobrazbi, jaz sem pravnik. Ne, in se nam je zdelo, ko ste začeli zamejevati to, ne, da malce za pravnike lobirate. Ja. Ne, ampak želim to reči, ne, za poklice prihodnosti. Ne. Pravo bo vedno, ne, dokler bo obstajal človek. Ne, ker pravo je norma, vrednota in odnos in ljudje se bodo vedno kregali. In ravno zaradi tega, ne, študirajte pravo in vedno boste imeli poklic. Ja, zanimivo mi je bilo tudi, kako ste se navezali na gospoda Mavretiča, ki pravi, ne, da ne bo težko zgraditi tega plovila za vesolje, da bo pa veliko delovnih mest v tem delu spodaj, ne, se pravi, kako bomo to vozilo upravljali in vse te povezane dejavnosti, tudi umetnost je omenjal, to se mi je zdelo zanimivo. Gospa Sabina Koleša, se vam zdi, da bodo delovna mesta prihodnosti tista, ki jih bomo ustvarili sami, oblikovali sami, ali se vam zdi, da bo šel trend v to smer, da bomo vsi delali za neke velike agencije, za velika podjetja, za multinacionalke, se pravi, da bomo neki koleščki v sistemu, ali dejansko vidite res potencial v tem, da ustvarjamo majhna podjetja, sam svoj šef, to potem morda tudi navezava na gospoda Milčinskega. Ja, zdaj jaz bom tako rekla, ne, jaz vidim v bistvu več variant. Ne. Mi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dejansko izvajamo ukrepe, po eni strani za podporo majhnim podjetjem, startupom, ne, po drugi strani pa tudi skozi ta finančna sredstva, ki jih mi namenjamo za raziskave, razvoj in inovacije, sami spodbujamo tudi kreiranje teh novih tehnologij, tudi na nek način novih podjetij, tudi novih panog, če lahko tako rečem, v prihodnje. Ne. In jaz verjamem, da bo šlo za kombinacijo, ne. Predvsem tako startupi, ne, da se kreirajo določena mesta sama, seveda pa tudi vidim delovna mesta v večjih sistemih in če se recimo lahko v tem trenutku navežem tudi na sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo, kot veste, smo včeraj gostili v Sloveniji generalnega direktorja ESA, ne, gospoda Wernerja, imel je predavanje tudi na Fakulteti za matematiko in fiziko na temo vesolja 4.0, kar v bistvu s preprostimi besedami pomeni, da gre za industrijsko revolucijo, tako kot na širši industriji tu v vesolju in dejansko, ne, se tu vidi na podlagi teh novih tehnologij, da se kreirajo nove priložnosti tudi za delovna mesta, ne samo v informacijski tehnologiji, ne, tako kot je bilo že rečeno tudi uvodoma, in matematiki, in fiziki, ampak tudi pri matematikih in naravoslovnih znanostih, ne, jaz vidim, da se bodo pač potrebno prilagoditi tudi z veščinami. Ne. Tudi matematik, fizik, kakorkoli, bo moral imeti tudi določene družbene veščine, način prodaje se spreminja, ne, s temi novimi rešitvami. Tako kot je bilo rečeno, ne, sploh tista delovna mesta, ki niso avtomatizirana oziroma ki zahtevajo kreativnost, tista delovna mesta bodo tudi obstala. Ne, in tu vidim jaz v bistvu širše, tako samostojne poti, kot recimo v obliki raznih korporacij. Povezovanje pa bo pomembno. Ne. Grega Milčinski, v zadnjem času je bila zelo odmevna zgodba enojajčnih dvojčkov Kelly. Ne vem, če ste zasledili to zgodbo. Enojajčna dvojčka, Scott, NASA ga poslala v vesolje za 1 leto, Mark, ki je tudi astronaut, je ostal na Zemlji. Šlo je za pomemben eksperiment, zato da so dejansko ugotovili, kaj se s telesom dogaja, ko si v vesolju. In zdaj Grega Milčinski ne bi želela, da gre v podrobnosti tega eksperimenta, ampak vprašanje, če nismo enojajčni dvojčki, ne, ker verjamem, da nas večina ni, kaj lahko naredimo za to, da bomo zanimivi?
za Evropsko vesoljsko agencijo, za NASA, morda za podjetja, ki so povezane z vesoljem. Kaj torej lahko naredimo? Torej, meni se zdi, da to, s čem smo bili prerejeni, ni glih najbolj bistveno. Bistveno je to, kako se lotimo stvari, ki jih počnemo. Torej, da vedno, ko nekaj delamo, damo največ od sebe, kar lahko, da ne iščemo vse bližnjic in da, ko delamo z ljudmi, zdaj, bodi si je to ESA, ali pa je nadrejen, ali pa je sodelavc, da vedno razmišljamo, kaj ta človek rabi in da poskušamo največ, kar lahko v to smer, mogoče več, kot je on pričakoval, da dobimo nek wow efekt. To je tista stvar, ki se mi zdi bistvena, ki jo mogoče malo pogrešam pri mladih danes, ki se mi zdi, da jemljajo svet nekako kot samoumeven in da pridejo z faksa in bo kar vse lepo urejen za njih. To ni tako, ne? Treba se pač truditi in treba se potruditi in pač, ko prideš v podjetje, ne moreš kar tako pričakovati, da boš imel tako veliko plačo in podjetje pa ti bo pa dalo, ne vem, zastonj kosilo in fuzbal in ne vem kaj, ampak je treba pač razmišljati. Služben avto? Absolutno, to niti ni več tako zelo aktualno, ampak vse ostalo pa je, ne. To se mi zdi bistveno. Zdaj, pač absolutno so v vesolju naravoslovne smeri najbolj, dajmo reči, direktno uporabne, ampak meni se zdi, da najbolj pomemben je intelekt pa strast, da tisto, kar delaš, da res dobro narediš. Morda, ko pravite strast, ne, in ta umetniški vidik, zdaj NASA ima Hollywood, ne, ESA še nima evropskega Hollywooda, morda kakšna priložnost to tudi za agrofotejevce, pa novinarje, pa tako treba pač ustvariti neko zgodbo tudi o Evropski vesoljski agenciji. Ne, mislim, to je definitivno zelo pomemben, pač vesolje je dokaj nišna zadeva, o kateri večina ljudi nič ne ve in zdaj, če hočemo to reč popularizirati, je treba se začeti ukvarjati z marketingom zelo veliko in tudi ESA je recimo zdaj aktivno začela delati na Twitterju in na taki in drugačni promociji, bistveno bolj, kot pa je to delala včasih, tako da mislim, da je tukaj dovolj priložnosti, tudi v našem podjetju smo začeli iskati ljudi, ki se ukvarjajo z marketingom, čeprav se ukvarjamo z programi sicer, ampak zato, da sporočiš ljudem, kaj počneš, kako lahko to uporabijo, je kar pomemben. Gospod Kotar, vi ste predstavnik Inštituta za razvoj brezpilotnih sistemov. Brezpilotni sistemi, zdaj bom zelo poenostavljeno rekla, dron. Splošna javnost, kamor štejem večino nas, je začela pametovati o dronih, ko je eden skoraj padel na alpskega smučarja Marcela Hirscherja. Vi ste veliko dalj časa v tej zgodbi. Pravite, da se v pasu do 200 metrov nad zemljo ogromno dogaja. Kaj vam predstavlja največji izziv in kaj ste se vi osebno zaradi brezpilotnikov morali naučiti? Kot rečeno, ste ekonomist, ne, po osnovni izobrazbi, se pravi, ogromno znanja ste morali dobiti potem po faksu. Tako je. Zdaj mogoče začnem pri tem pasu 200 metrov, pa mogoče še kakšna provokacija na koncu. Zanimivo, recimo, tukaj v tem nizkem pasu, to je eno področje, ki do danes nima praktično nobene vrednosti. Zato, ker v tem nismo imeli kaj početi. Za letalce je to prenisko, za nas normalne prebivalce zemlje, ki imamo pač sindrom mravlje, je pa to previsok. Tako da zdaj se pa naenkrat recimo odpira tukaj področje, ki je zelo zanimivo, ne vem, za transport, za nadzorne sisteme, za v industrijski rabi, vse mogoče stvari. Tako da, in tudi recimo danes v ozadju zelo velika lobiranja potekajo na temo, kdo bo lastnik tega prostora. Mi smo danes veliko imeli debat o vodi pa takih zaščitah. Recimo danes v tem prostoru sploh še kot javnost nič ne vemo. Ker dejstvo pa je, da zelo kmalu nam bojo nad glavami naleteli ne samo ptiči pa letala, ampak marsikaj drugega. Zdaj, kar se tiče znanj, ja, pač danes je usoda pač takšna, oziroma pač trg je tak, da eno stvar, da v bistvu dejansko svoje znanja in kompetence non-stop dopolnjuješ. Ja, kot je kolega zraven povedal, na teh področjih so pač tehnično naravoslovna znanja tista ključna. V kombinaciji z človeškimi veščinami, v kombinaciji z vsem možnim, kar zna človek pri svojem poslu, pri svoji prepričljivosti, pri povezovanju z ljudmi uporabiti. To pomeni po eni strani ta interdisciplinarnost, ne vem, dobro, meni osebno sem mogel z elektroniko nikoli nisem kaj dosti upravka. Imel sem upravka z informacijskimi sistemi. Stvari so na nek način primerljive.
ampak recimo, ne vem, lotov sem pa sam kot otrok, pa sem se mogel pa zopet naučiti, zdaj danes so metode hitre, greš na YouTube pogledati, dobre prakse, potreniraš in je. Ponoviš ali pa izobraziš se na področjih, recimo, ne vem, dobro, matematika pa numerične metode, ok, to je bilo še na faksu, ampak ne vem, fizike pa nisem več imel. Pomeni tukaj sama ta logika, ki je, da moraš pač čisto osnovna poznavanja, tako kot zadnjič je en kolega napisal, dajte mi povedati, kako bom pol dneva lahko uporabljal v kamp prikolici elektriko. Ja, najprej moraš vsaj približno vedeti, kaj boš delal s tisto elektriko tam. Pomeni, koliko jo boš porabil v pol dneva. Zdaj, če boš imel gor grelnik za prostor ali boš imel gor, ne vem, neko let televizijo. V glavnem neka tista osnovni gabariti, ki jih moram imeti v glavi iz tega. Mi živimo zelo v nekem, rekel tukaj na zahodu, zelo nekem na nek način sterilnem okolju. Zelo smo v sistemih. In sistemi nam dajo okvire. Te okvire nam tudi dajo varnost. Tukaj prej je bilo rečeno, da je poklic pravnika večen. Je. Samo vprašanje v kakšni meri. Recimo danes so sistemi umetne inteligence, ki so neprimerno hitrejši pri zbiranju caseov, recimo v Ameriki so to delali, kakor pa kjerkoli pravnik. Zato, ker lahko gore gradiva pregledajo v kratkem času in naredijo poudarke. Danes so testirali na univerzah v tujini, so testirali tajnice referatov avtomatske. V 7 letu nihče ni opazil, da komunicira po mailu za tajnico, ki funkcionira na umetni inteligenci. Pomeni, iz toliko pa toliko mailov se je naučila, kaj mora odgovarjati, tista tipična vprašanja. In potem je avtomatsko odgovarjala, nihče ni porajtal, da tam zadnji ni človeka. Zdaj pa, če naprej nadaljujem, ker sem rekel, da še malo v to smer provokativnosti. Kaj bojo pa naše zaposlitve oziroma kaj bo naše dela v prihodnje? Jaz mislim, da bo to predvsem stvar družbenega dogovora. Pa ne toliko teh podjetniških priložnosti, ki jih v tem trenutku vidimo. Zakaj? V prejšnjem panelu je bilo rečeno, ja, pa bojo pri nas možnosti za delovna mesta, ki bojo nadzirali robote, ki bojo to pa delali. Nobeden od nas ne bo nadziral robota, zato ker je predrag za to. Danes, če damo v Tanzanijo internet boljši, pa še malih izobrazba, imajo oni 10-krat nižje stroške življenja, kot jih imamo pri nas. Pomeni za ta dela z nizko dodano vrednostjo, kjer bo treba nekdo nadziral robota. Mi v Evropi ne bomo konkurenčni. Danes smo na globalnem trgu in tega se moramo zavedati. In dejansko v teh klasičnih poklicih, kjer danes ustvarjamo kar nekaj dodane vrednosti, bo delati dosti malo ljudi. Ustvarjati bojo pa zelo visoko dodano vrednost. Vsi ostali, ki zaradi družbenega dogovora ne bojo brezposelni, bojo upravljali poklice, ki na trgu nimajo direktne vrednosti v smislu, koga danes iščejo multinacionalke. Zato, ker je, ko smo bili v tretji industrijski revoluciji, dejansko se je vedel, kmečko ljudstvo se je prepeljalo v tovarne. Pomeni, na kmetijah je zmanjkalo dela, ampak delamo na zatekočimi traki. Danes pa zmanjkuje del za tekočimi trakovi in ne vemo, kam bomo te ljudi dali. In to je treba pogruntati. Zdaj pa samo vprašanje, to je pa zdaj zelo na te generacije, ki ima danes vzvode oblasti v rokah, koliko bojo, v kakšnem, bom rekel, roku bojo spustili te vzvode z rok, zato da bo lahko tudi kreativnost mladih in želja potem, da prevzame te mesto v naši družbi prišla do izraza, ker takrat se bojo lahko tudi novi družbeni modeli oblikovali. Prej pa ne. Prej pa delamo samo inercijo. Prej se pa samo ponavljamo pač iz lanskega leta v letošnje leto malo spremenimo ali pa malo dogovor spremenimo. Ja, bili ste res provokativni, kot ste obljubili. Hvala lepa. Mislim, da se moramo na to malce odzvati, gospod Šoltes, ne samo na pravnike, predvsem na ta družben dogovor. Kaj bomo počeli? Mene groza tega, kar je kar povedal gospod Kotar. Pa ne zaradi tega, da bi napovedoval izumrtje našega plemenitega poklica. Ampak predvsem zato, ker jaz si ne želim in ne predstavljam, da bi bili pravzaprav podvrženi samo umetni inteligenci, robotom in da bi roboti in umetna inteligenca in plastične tajnice reševali pravzaprav naše probleme. Ker če malo se pošalim, ker je kolega Bogovič tukaj. Si predstavljate, da bi spor s teranom reševala umetna inteligenca?
ne, ali pa arbitražni sporazum na morju. No, ampak želim nekaj reči, ne, da to nadomeščanje, ne, ljudi z roboti in umetno inteligenco se že dogaja. Jaz moram reči, sem doživel eno zelo travmatično izkušnjo zaradi tega na enem od letališč v Evropi, kjer sem na zelo večernem prihodu na letališče čakal let, ampak nisem imel nikogar, da bi ga vprašal, kako in kje je checking point za odhod v Ljubljano, in so mi samo pokazali enega tega umetnega robota, ne, ki mi ni znal popolnoma nič povedati. Ampak pogrešal sem pa seveda nek topel nasmeh stjuardese zemeljske, ki bi mi mal polepšala tisto travmo. Ampak želim reči, roboti nikoli ne bodo nadomestili ljudi. In tukaj se mi zdi ena zelo velika pas. Že tako se mi zdi, da mlada generacija ima težave z socialno vključenostjo ali pa sodelovanjem, in lepo besedo ravno iz naslova, ker pravzaprav njihov način komuniciranja temelji na sporočilih, na zelo kratkih sporočilih od enega do drugega, in tudi če sedijo en zraven drugega, se ne pogovarjajo, ampak si pišejo sporočila. Vredno je to bolj vznemirljivo, jaz ne vem, ampak nekaj je na tem. Gospod Šoltes, če bi se zdaj vsi začeli pogovarjati med sabo, bi se mi dosti slabo slišali, tako da kar naprej si pišite message še do 12. Potem se pa pogovarjamo. Pa še na eno stvar bi se odzval mogoče, ne, glede 200 metrov nad zemljo. To je recimo zelo zanimiva stvar, ker ta tehnologija, ne, nas spravlja na nek način mnogo pred situacijo, ko ne vemo, kako zadeve, zdaj pa spet grem na svoj poklic, ne, pravno urediti. Če dam samo primer, morje. Ne, morje je stvar, ki leži na tem našem lepem planetu, že kar vrsto let, se mi zdi skoraj od začetka. In moram reči, zelo zanimivo, kako so na morskem delu se oblikovale pravne norme. Pred 4 stoletji, ne, je en znameniti nizozemski pomorec Grotius začel pisati mednarodno pomorsko pravo, ki je pravzaprav določil, da ti lahko vladuješ svoje teritorijalno morje, kjer velja popolna jurisdikcija kraljestva ali pa države, na način, koliko daleč ti nese topovska krogla iz tvojega gradu, odkoder braniš mesto. In takrat so zračunali prvo 3 morske milje. Tako so takrat nesli te topovske krogle. Te stvari so se počasi skozi stoletja začele spreminjati, začele so se sprejemati mednarodne konvencije in tako dalje. Zdaj v primeru teh 200 metrov nad zemljo, ne, imamo pa en brezpraven relativen prostor, kjer mednarodno pravo tega načeloma še ne pozna. In si predstavljate, da ležite na plaži, ne, in nad vami leti ta dron. Ne, karkoli že počne tisti dron in kakšen ima namen. Da ne govorim o kakšnih nudističnih plažah, ne, ampak želim reči, kakšna je tvoja zaščita po eni strani zasebnosti pred tem, kar ponuja ta tehnologija. In želim reči, v tem delu seveda moramo narediti korak naprej, tudi v teh odnosih in odnošajih, ker v nasprotnem primeru, ne, bo ta trg in ta tehnični in inteligentni umetni del pravzaprav pojedel popolnoma našo zasebnost. In takrat, ko bi se morali braniti, ne bomo imeli več norme, na katero bi se lahko oprli, in tukaj moramo biti zelo, zelo pazljivi, zato pozarjam. Ne. Seveda ima tehnologija ustvarja ogromno delovnih mest, ampak usporedno s tem moramo še vedno poznati in prepoznati človeka kot socialno čuteče biti, in prepričan sem, da prihodnost, ne glede na to, kako bo šla tehnologija naprej, bodo prednost imeli tisti, ki so kreativni, ki znajo prehajati iz enega okolja v drugo okolje, ki znajo komunicirati, in upam tudi tisti, ki imajo občutek za empatijo. Gospod Kotar, še vi ste se želeli odzvati na to, ja, potem nadaljujemo. Ja. Samo ena replika. Drugač, s tem zadnjim se zelo strinjam, ker takrat, ko bomo empatijo uspeli zadržati, takrat dejansko bomo ohranili, takrat tudi ne bo skrbi, kdaj bojo stroji nas prevladali, ker takrat bo tudi naš dogovor ustrezen človeštvu. Zdaj pa da se še provokativno vrnem nazaj na tole zasebnost. Naši zakoni pa Evropska skupnost se zelo veliko s tem ukvarja, kaj se sme, kaj ne. Pa tudi pri dronih se sme, mislim, se ve, kjero stvar, pa moramo izjave oddajati, kaj bomo delali, informacijska pooblaščenka nas nadzira vse. Zdaj ne vem, koliko ste sledili v zadnjem času. Recimo, marketingari se že dolgo želijo, da bi mi osebno dobili ponudbo tako, kot se mi želimo. Točno tako. Ampak danes to obstaja. Danes smo mi zaščiteni zakoni, kdo sme naše evidence zbirati, kdo sme obdelovati. Ampak veste kaj?
če imate tam gore ene 500 strani lajkanih na Facebooku, se z modela da zračunati, da vas tam poznajo bolje, kot vas pozna vaša mama. In na podlagi tega je zdaj ameriška kampanja pelana. In tukaj so ekstremno dobri modeli. Pomeni, ne rabimo biti terapeuta, ki se bo pogovarjal z nami 2 uri in bo našo osebnostno strukturo. Na podlagi tega, kaj klikamo na internetu, kaj počnemo tam, nič drugega ne rabimo, imajo naš psihološki profil, na podlagi kjer ga ne zdaj zgolj ponujajo storitve nam, ki so nam predlagojene, ampak tudi manipulirajo z nami. Gospa Koleša, gospod Bogovič, v bistvu nadaljujemo v podobnem smislu, samo malce obračam perspektivo. Na dogodek smo vabili tudi na Facebooku, ja. In med drugim smo pač dali različna vprašanja. Kakšen bo delovnik vesoljskega klinika, je bilo eno od vprašanj. In zdaj, gospa Koleša, gospod Bogovič, ne pričakujem seveda, da boste odgovorili na to, ampak dajmo malce razmisliti o delovniku, ki nas čaka v prihodnje. Se pravi, gremo v smer 24/7 ali bo dejansko zaradi robotizacije, avtomatizacije več prostega časa oziroma sploh ne bomo delali. V katero smer gremo? Kaj se vam zdi? Zdaj, te hitre spremembe v bistvu se dogajajo že danes. Ne? Zdaj lahko rečemo, ne, da določen napredek nam olajša življenje, ker nam določenih aktivnosti ni potrebno izvajati. Ne? Ampak po drugi strani je pa ravno ta razvoj, če že danes govorimo o internetu, ne, o elektronski pošti, samo to. Ne? V bistvu pomeni pa, da se sprocesira bistveno več informacij, ne, v zelo kratkem času. Tako da jaz moram reči, da ne vidim tega, da bi se delovni čas zaradi razvoja pač krajšal, ne, ker smo priča že temu, da se v bistvu že danes podaljšuje, ampak aktivnosti bodo drugačne, ne, drugače zasnovane in dejansko bo se treba drugače zorganizirati in imeti tudi drugačne kompetence. Ja, glede, lansko leto sem bil julija v Silicon Valley, za teden smo šli skozi nekih 25-30 podjetij in naprimer, ko smo bili na Uberju in ko 19 poslancev nas je bilo in ko so začeli kolegi spraševati okoli problemov delovnopravne zakonodaje, pokojninske zakonodaje, sta bila 2 mlada fant in punca, Američana, precej začudena, sploh nista znala odgovarjati. In na pomoč je priskočil njihov predstavnik, ki pozna evropski trg in Evropo tudi pozna in pa te probleme, ki se dogajajo. Nekaj, kar je v Ameriki zelo uspelo, ne vem, v Zagrebu sem prebral 2 dni nazaj, so fizično jih pretepli te fante, ki so se s tem ukvarjali. Mislim, da imamo tu eno zdaj veliko razliko med ameriškim pogledom in pa evropskim in če mi to hočemo ali nočemo priznati, tako kot so nas Američani sedaj vzeli na pogled in dali na videlo, da uporabim ta čudni izraz, nismo bili nikoli. In pojavljajo se posebno novi problemi, pa tudi nove navade. Jaz moram reči, da tudi med mladimi, prejšnjem panelu je bilo prekerno delo in največkrat tudi je in to je resnih problemov, vendar pa med mladimi je tudi vedno več takih, ki bi delali, ne vem, 3-4 mesece na leto in potem malce lajfali. Potem pojavljajo se vedno več bo teh poklicev, kjer bo potrebno, ne vem, projektno delati za nekaj mesecev in se potem nekje druge pojaviti. Če gledamo, ne vem, kot sem začel prej z Uberjem, ne, tehnologija, ki je odlična, jaz bom rekel, verjamem in naredi večjo učinkovitost zdaj, ali bomo mi uspeli vse te evropske, včasih tudi rigidne sisteme ohraniti, ali bomo sledili to tehnologijo z ureditvijo in z dosego tega družbenega dogovora, kot je bilo prej rečeno. Tako da jaz mislim, da se bodo delovniki spreminjali, da bo prišlo cela vrsta, kot je bilo že rečeno, novih poklicev in da je potrebno enostavno te izzive sprejeti. Ne vem, sam sedaj, recimo, se skupaj z 3 komisarji, z našo Violeto Bulc, z njeno kolegico Krecojevo, ki vodi regionalni razvoj, in pa z Philom Hoganom, ki vodi kmetijstvo, skupaj zdaj pripravljamo nek projekt Mobilnost na podeželju, kjer govorimo, ne vem, da se želita, ne vem, nek potrošnik in pa kupec biti na blizu, če druga ne prek neke platforme, imeti to dostavo te hrane, ali bo to fizično z kamionom, ali bo z kombijem, ali bo z dronom,
bo čas prikazal. Na drugi strani imamo vedno več starejših ljudi, ki bi želeli živeti na podeželju, pa je potrebno za nek car sharing poskrbeti, povezati, ne vem, če hoče javni promet z neko storitvijo in konec koncev tudi do nekih socialnih funkcij, zdravstvenih funkcij, ki se vidimo, da se lahko zelo učinkovito upravljajo, če jih malce drugače organiziraš. Ko greš to prevesti v ureditev, pravno, normativno, zakonodajno, ki imamo danes v Sloveniji, nič od tega ni možno. In jaz mislim, da imamo Slovenci tu en velik problem, pa ne samo Slovenci, tudi Evropejci. Med Silicon Valleyjem smo bili na Stanfordski univerzi in profesor Burton Lee je dejal, Evropa je ujetnica univerz. Na univerzi smo bili to. Povedal pa je pač to, da enostavno v Ameriki univerzitetni del in pa gospodarstvo delata v hudi spregi roko z roko, rešujeta probleme, delata projektno, tudi kakšen lastnik Facebooka ni treba, da glih fakulteto zaključi na koncu, država naredi pa samo okvir. V Evropi pa imamo bistveno bolj povezano neko regulatorno zadevo, kjer se v neki spregi tudi znanost in pa regulativo jameta. Tako da jaz mislim, da Evropo čaka na tem področju zelo velik izziv in vekolikor ne bomo znali te izzive prepoznati, hkrati pa, kot sem že rekel, ohraniti pa tudi neko empatijo, kar pa v Evropi imamo in tu moramo nek miks narediti. Jaz preveč stereotip pa rigidno enostavno na tej točki ne bi bil, ampak bi te izzive poskušal videti, jih sprejeti, pa potem tudi z regulativo poskušati ukviriti v nam primern okvir. Skušamo zdaj vse te stvari preveriti v praksi. Grega, vi imate svoje podjetje, kjer dejansko delajo mladi Slovenci, ste v Sloveniji, tekmujete globalno, razvijate imenitne rešitve, med drugim je vaše podjetje Synergize dobilo nagrado na mednarodnem tekmovanju Copernicus Masters, to je nagrada Evropske vesoljske agencije, čestitam. Kako dejansko zgleda recimo delovnik pri vas? Koga iščete, kaj so pomisleki vaših zaposlenih, koliko vam ta regulativa, o kateri smo govorili, nagaja? V bistvu iščemo ljudi, takih, kot sem že prej omenil, ki delajo strastno tisto, kar delajo. Torej, ki najdejo v vsake nalogi, ki se lotijo, če je zanimiva ali pa če ni zanimiva, nek košček, ki jim je fajn in ga naredijo čim boljš. Zdaj, ko smo se prej pogovarjali o delovnikih, jaz delam več kot 8 ur na dan, ampak večino časa pišem maile. Samo to delam, da pišem neskončno število mailov in veliko ljudem bi to bilo verjetno dolgočasno in ne bi hotel tega početi. Jaz pa sem pač v tem najdel si neko veselje, ker ne vem, mogoče s tem nekaj naredim za dobrega, za ne vem, podjetje, za človeštvo, za ESO, za Slovenijo, kaj sem kaj. In iščemo ljudi, ki so pripravljeni se potruditi, da stvari, ki naredijo, ki delajo, dobro delajo in ki so pripravljeni mogoče malo počakati, da ne iščejo takoj nekih uspehov. Ne, naše podjetje je 15 let delalo zato, da smo lahko zdaj v zadnjem letu na hitro naredili to, kar smo zdaj, da smo zmagali. Lahko poveste točno, kaj ste naredili, ker to se mi zdi zelo zanimivo. Torej, mi razvijamo programsko opremo že 15 let, za različna ministrstva, take stvari, ki bi večina rekli, da so dolgočasne, ampak v tem času smo razvili tehnologijo, ki se je potem izkazala za zelo uporabno pri uporabi satelitskih posnetkov, ko jih je ogromno in jih ESA proizvaja in mislim, prej jih je ESA proizvajala, nobenih pa ni gledal, zato ker je bilo preprosto težko. Mi smo pa pod razvili tehnologijo, da smo lahko vsakmu, tlele od vas, ki ste, ki ima dostop do interneta, gre in pogledati na svetu, kaj se dogaja včeraj ali pa prejšnji teden, tako naprej. Se pravi, ja, iščete ljudi s strastjo. Kaj pa ta čisto izobrazbena struktura? Torej, večina pri nas je naravoslovnih. Izkaže se, da je fakulteta za matematiko in fiziko najbolj primeren faks. Potem pride ta, ko se reče, študij računalništva in matematike skupaj, pol na tretje mesto nekaj računalništvo. Ampak spet, torej recimo jaz sem fizik osebno, komaj da zaključil faks zaradi obveznosti, kar se mi zdi, da je fizika mi je dala to znanje, kako reševati probleme. Vse sem pozabil o kvantni fiziki, o toploti, vse te stvari, nikoli več jih nisem v življenju rabil, ampak sem pa se naučil, kako problem, ki ga vidim, ga rešiti, tako da mislim ga analizirati in rešiti. In take ljudi v bistvu iščemo iz vseh poklicov.
Doktor Cvitar je na prvi okrogli mizi omenil, da v bistvu ni brezposelnih fizikov, ne? Vi ste en krasen dokaz za to. Se pravi, zdaj iz podjetja Synergize spet proti vesolju. Vesolje in veselje sta v slovenščini zelo podobni besedi, to se mi zdi krasno, ne? Vesolje, veselje. Morda za vas, gospod Kotar, in za oba evropska poslanca, kako pomembno se vam zdi, da počnemo stvari, ki jih radi počnemo. Tudi če morda se zdi, da niso to ravno poklici prihodnosti. Osnovni problem je, da danes ne vemo, kaj so poklici prihodnosti. To pomeni, če se pripravljamo na poklice prihodnosti, lahko to prihodne tem bojo. Če znamo pa stvari zares dobro narediti, in da jih znamo narediti navdušeno, kot je kolega rekel, potem bomo pa zagotovo našli svoj prostor v poslovnem svetu oziroma pač nekje, ko bo nekdo uvrednotil naše delo. Zdaj, kako bomo plačani njej? Ali bo to, ali bomo, ne vem, prejemali plačati kot danes, ali bo to nek, ne vem, univerzalni zaslužek ali karkoli. Pač to je stvar prihodnosti, tega danes ne vemo. Ampak dejansko, na koga se obrnete, takrat, ko rabite na svet? Na nekoga, komu zaupate in ki veste, da je kompetenten. In to vso zgodovino ljudje tako funkcioniramo. In v prihodnem stoletju ali pa tisočletju ne bomo nič drugače. Zato je, če razmišljaš o tem, če cel dan upravljaš nekaj ali pa si na nekem študiju, ko sam razmišljaš, kako bi nekaj drugega počel, v tistem ne boš dober. V tistem ne boš nikogar prepričal. No, strast je sigurno eno pomembno gonilo, ne, na mnogih področjih. In dejstvo pa je, da nekatere stvari seveda v tem okviru lahko vplivamo, nekatere ne, in vesolje in veselje ne, se lahko oboje. In veselje v vesolju je pa toliko lepša stvar. Ne. Bi pa mogoče glede teh prihodnosti in pa teh vesoljskih poklicov v zvezi tudi z tem strastjo in z delovnim okoljem in z družbenim dogovorom. Jaz menim, da se bo trg dela nujno spremenil. In tudi cel ta okvir in razumevanje ne samo poklicov, ampak tudi tega vprašanja delovnega časa in odnosa, tudi zato, ker se neminovno v letih bo ta umetna inteligenca in ta robotizacija pomenila tudi izgubo in uničenje mnogih zdaj tako imenovanih tradicionalnih delovnih mest. Te manualna delovna mesta bodo počasi nadomeščena z roboti, stroji, mogoče se bo zgodil še en ludizem, ki se je zgodil že v zgodovini. Skratka, do teh premikov bo prišlo in zato se mi zdi pomembno, ne, tudi ko razmišljamo o vesolju in veselju, da razmišljamo o tem, to je res, družbeni dogovor. Tisto, kar se mi postavlja zdaj kot velik izziv, ali je družben dogovor v taki konstelaciji, v katerem je zdaj Zemlja sploh mogoče. Zdaj imamo tudi glede razporeditve in tega nekega krhkega ravnotežja, ki se je ustvarilo skozi 10 let, ne, zdaj govorim na celem planetu, se nekako zdi, da ne obstaja več. Zdaj so prišli neki novi igralci na to sceno, porušili so neka dosedanje razmere, tudi pristop je drugače. Včeraj sem poslušal razgovor med ruskim in ameriškim zunanjim ministrom, ne, kljub velikim obljubam o toplem sodelovanju, se stvari postavljene, bom rekel, čisto na novo in se čaka, kdo bo prvi odprl karte. Tako da s tem družbenim dogovorom je se treba vedeti, kaj točno bi želel. Sem pa prepričan, da na trgu dela bo to pomenilo kar velik udarec in zato seveda se je treba pripravljati že naprej, vključno z izobraževalnim programi, vključno z sodelovanjem izobraževalnega ciklusa z gospodarstvom, to je pa stvar naloga po eni strani države, potem širšega sektorja in to, kar je bilo univerzalni zaslužek oziroma univerzalni temeljni dohodek. To je stvar, ki je sigurno izziv. Ampak v zvezi s tem izzivom seveda je treba tudi odgovoriti, kako bo potem z vprašanjem sociale, kako bo z vprašanjem centrov za socialno delo, za poslovanje, kaj bo seveda tudi z davčnim okoljem, kaj bo seveda tudi z bančnim sistemom, ker te stvari ne potekajo žal sporedno in mladi, ki so v tem prekernem razmerju, seveda ne morejo dobiti kreditov, ne morejo urediti svojih čisto osnovnih vprašanj in se s tem niti nimajo časa ukvarjati, ker je rekel, ta paleta novih priložnosti taka, da ko se začnejo s tem ukvarjati, ponavadi že kar
kar težava. In če govorimo o to, kar je kolega Bogovič preomenil, po eni strani Ameriko kot od nekdaj, kogarkoli si jo kdo že predstavlja, meni Amerike se ne predstavlja idealen svet, ampak govorijo pa, Amerika dežela uspeha, ki lahko vsak uspe. Ravno Evropa je zato posebna in pozitivna, ker na nek način še vedno ima visoke standarde na mnogih področjih v primerjavi z drugim. Takih razlik socialnih, kot je tam, seveda ni in to je treba upoštevati. In tudi zato sem prepričan in zaključen s tem, tudi če gre se v vesolje in ustvarite delovna mesta, ne se bati, prišli bodo pa vesoljski sindikati. Se pravi, v dve stvari smo prepričani, v kredite in v sindikate tudi v prihodnje. Gospod Bogovič, vesolje, veselje na kratko, potem odprem razpravo tudi za vas. Ja, tudi meni Amerika je dal, tudi recimo bil sem v Huaweiu v Šanghaju, kjer je 10,000 mladih tehnologov na kupu firmi, ki ima promet takšen, kot je slovenski GDP in v razvoj vlaga toliko, kot je slovenski proračun, državni proračun Ameriki. In sam poskušam predvsem videti in iz tega ugotoviti, kako bi to prevedel v vsakodnevno življenje pri nas in kako bo to na nas vplivalo. In to, kar sem delal, je bilo ključno sporočilo, tako kot sedaj ta amerikanizacija vpliva na nas, ni nikoli in se je treba enostavno poiskati svoje mesto. Ja, jaz sem tudi eden tistih, ki prisegam na to, da je potrebno veselje deliti na delovnem mestu in delati s strastjo, karkoli počneš. In ko je zame, ne vem, danes eno največji veselje, ko v nedeljo popoldan pridejo vnuki s mojimi otroci na kosilo, vidiš, do konca tudi ne rabiš zelo veliko za to, da si zadovoljen in vesel. In slej, ko prej v življenju prideš do tega spoznanja, je pa vsako delo, katerega upravljaš, ključno, da si uspešen v njemu, če ga s to strastjo tudi napolniš. Ne vem, jaz sem začel v 80-ih letih kot kmetijski pospeševalec na terenu ljudi učiti, kaj morajo početi, da bo boljše gospodarstvo na njihovih kmetijah. Mene je to zelo veselilo. Danes sadjarjem doma in ko si v jeseni dokažem, da znam, ne vem, 60 do 70 ton jabolk na hektar predelati, top kvalitete, ki so v nekaj dneh v Tesco prodane po zelo visoki ceni, me to izpopolnjuje. Na drugi strani pa, ne vem, v politiki, ko sem bil tudi v 80-ih letih predsednik krajevne skupnosti, mi je bil cilj, kako bomo naredili vrtec, kako bomo ceste zgradili, kako bomo telefon zgradili, da bodo mladi ostali na podeželju tam, kjer sem se rodil. Danes je to z širokopasovnimi povezavami povezano območje in mladi se radi vračajo tam. Želim to reči, da na vsakem poslu, v vsakem delovnem mestu, pa ni nujno zdaj, da je to delovno mesto, ki je povezano, že se spogleduješ z vesoljem, se da najti veselje. In v tem družbenem dogovoru v prihodnosti bo zelo veliko potrebnega, ne vem, v Apple, ko smo bili, nismo gledali razvoj njihovega telefona, ampak so nam kazali fitness center, v katerem teste delajo za zdravstvo in kako so, ne vem, bolnice opremili z 2000 brezplačnimi tablicami, da so začeli razvijati svoje programe. Ne slučajno, v zdravstvu je tako kot v električnem ali pa tem brezpilotnem avtomobilu zelo veliko denarja. In na različnih poljih je in v vsakem od teh, jaz mislim, da se da najti veselje. Je pa danes problem včasih, da se preveliko veselja poišče ravno v tem, kaj nam je Amerika zdaj prinesla, ne vem, na Facebooku, na internetu in da je še poleg tega, ki je druga, kar potem te tudi kjer smer bo šel v življenju. Hvala lepa. Zdaj me pa zanima, če bi želeli vi še kaj vprašati. Prepričana sem, da vprašanj kar precej, zato prosim za kratka vprašanja, pa če kar določite, za koga vprašanje je, da se seveda predstavite prej. Če se vam zdi, da ne veste točno, koga bi vprašali, se bomo pa mi dogovorili. To mislim, da nam bo šlo. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Luka Čečmerko, Višja gozdarska. Jaz imam pa neozdravljivo bolezen, se pravi epilepsijo. Zdaj imam pa eno vprašanje. Jaz imam na teden vsaj 10 epileptičnih napadov. Samo za epilepsijo jemljem 5 različnih vrst tablet, od tega še dvoje različne vrste za 2 močne alergije. Jaz sem do 12. leta vedel, kaj hočem biti in sem hotel biti pri Lufthansi pilot. In s tem, ko sem pa pri 12 letih fasil epilepsijo, so se moje sanje razblinile in od takrat naprej sem na tabletih, se pravi leta 14 let. In
pri meni je pač tako, ko sem bil dijak, nisem mogel dela dobiti, da bi pač polet delal in zdaj, ko sem še študent, vsak let pošljem, ne vem, polet 5 do 10 prošanj, nikoli mi niso odgovorili, če pa so mi že odgovorili, pač ko sem šel na sestanek glede šihta, so me zmer zavrnili, ker noben pač ni hotel odgovarjati, če slučajno pride do napada. Tako da kamorkoli grem, ni važen kam, moram biti najmanj 1 do 2 s sabo, v primeru, da slučajno faše napad. Zdaj me pa zanima, kako recimo od vseh vas 5 ali pa nasploh kdorkoli, kako mi lahko garantira, ni važen kakršnokoli službo, oziroma jaz vem, da pri meni služba ni mogoča, ker mi noben ne more garantirati, pač ni važen kjerokoli službo, ker, no, če vidite, kako se mi roke tresajo in pač jaz bi delal, ni važen kjerokoli službo, samo da bi delal, ker mi imel tudi rad nekaj svojega denara, ne pa samo da od staršev, da mi skozi dajo denar, tako da, a mi lahko nasploh kdo od vas garantira službo, tako da. Hvala lepa. Ja, sposobnost empatije, družben dogovor, to, kar smo zdaj v bistvu dobili zelo jasno prikazano s to zgodbo. Ja. Smem samo še nekaj, to sem pa pozabil. Prosim. Pač moja vrsta epilepsije je pa pač neozdravljiva, tako da bom do konca življenja na tabletih, no, tako da sam to sem še hotel. Se pravi, kako si rekel, če ti lahko kdo zagotovi službo, pomaga, svetuje? Se lahko jaz javim. Jaz mislim, da vam nobeden ne more, tako kot meni tudi ne. Zdaj, s katerega konca začnem odgovarjati. Tukaj, kjer ste danes, ste mogli sami najti način, da ste prišli. S to boleznijo ste se naučili shajati. Zdaj, zagotovo ste v življenju dobili neprimerno več zavrnitev kot kdo drug. Seveda pa je vedno pač stvar vaše izbere, ali vas bojo te zavrnitve uničile, ali vam bojo dale pač priložnost, da boste iskali svojo nišo oziroma nekaj, kar lahko uresničujete. Ja, ne boste pilot. To tudi, ne vem, tudi kakšen takšen primerljiv poklic, ki to zahteva. Pač ne boste. Tudi jaz ne bom večno pilot. Ker ne bom več zdravniškega izpita naredil, mi ne bojo dovolili v zrak. Pač to je dejstvo. In ja, niste v tistem sistemu, kjer je množica vseh ostalih, ki imajo vse možnosti. Sam vse je prva točka, tista, na kjer lahko največ naredite, to je, da ne glede na ovire, ki jih imate v življenju, najdete svojo strast. Ker pač naši zaposlovalci, pa se tudi v življenju veliko intervjujev pravi, grejo pač večinoma na prvo žogo, tako kot gremo ljudje vsi na prvo žogo. In takrat, ko ste soočani z celo skupino ljudi, ki so, bom rekel, narekovajih, bolj konkurenčni od vas, takrat ne boste zmagali. To pomeni, razmislite, spravite se k sebi, katere stvari lahko v življenju počnete v vaše zadovoljstvo in tam, kjer mogoče niti ne boste imeli zaposlovalca, mogoče boste sami svoj zaposlovalc. Ampak zagotovo v tem sistemu, v katerem bi si želeli konkurirati varianta pilot ali pa, ne vem, gozdar, dobro, zdaj nam rekel, da boste v nestroje vozili, ker verjetno jih tudi ne boste, ampak v tem segmentu zagotovo ne boste zmagali. Sem pa prepričan, da so segmenti tam, kjer lahko zmagate. Sami pred sabo in pred svojimi bližnjimi. Če lahko še samo Ja? primerom. Ja. Jaz bom rekel, prvič, to, da vam bo v življenju uspel, ste dokazali zdaj, ko ste to pred tem auditorijem povedali. In jaz sem prepričan, da boste. Bom pa rekel, da tukaj smo že govorili o tej vlogi družbe kot tista, ki mora neko empatijo pokazati do tistih, ki so na trgu zaradi takšnih ali drugačnih razlogov manj konkurenčni, kot je kolega že omenil. Naj z enim primerom omenim, ki mi je bil zelo všeč in sem ga tudi kot evropski poslanec pomagal malce podpirati. Socialno podjetje Grunt na Gorenskem. Kaj so se dogovorili? Oče, ki ima tudi otroka z bistveno večjimi
manjki, bi rekel, ali pa manj konkurenčen od vas, se je odločil in je naredil podjetje skupaj z enim kmetom, kjer so na kmetiji tudi s pomočjo državnega denarja, ki je za to namenjen, sedaj dodeljujejo na mlečni kmetiji proizvode od jogurta, sirov, trgovincev so naredili na tej kmetiji, oskrbujejo številne vrtce, šole. In na takšen način, jaz mislim, da je, kjer so tudi sofinancirana delovna mesta, vsi so pa tisti, ki so še enkrat manj konkurenčni od vas na trgu delovnega sila, našli svoje mesto. In zagotovo je to tisto, kar krasi to evropsko družbo in kar moramo v njej ohraniti. In mislim, da v Sloveniji pa v tem delu še toliko bolj odstopa v pozitivno smer, kajti ko gledamo in lestvice enakosti, primerljivosti, mislim, da smo tu na tej varni strani še zaenkrat. In sem prepričan, da vam bo uspel, pa čestitke za to, da ste se danes oglasili in tudi okoražili, ker vsi tega ne naredijo. Gospod Šoltes, ste želeli še kaj dodati ali raje vzamemo še eno vprašanje? Ne bi mogoče samo dodal, da vsak primer je posebej ali pa specifičen, ampak mnogi dokazi tudi v našem okolju so, da z voljo, strastjo in z željo ob ustrezni asistenci se da. In jasno je, da mnoge stvari, nič se ne bo zgodilo samo od sebe, razen seveda samo vžiga in to je naravni pojav, ampak to, kar so tudi kolegi že rekli, seveda so v mnogih elementih ključni ravno ti so osebne želje in pripričan sem, da kljub tem odnosu oziroma tem strahovom ali pa razočaranju na določenih področjih obstaja mnogo področij, kjer lahko z vztrajnostjo dosežete veliko. Samo za en primer dam, v Evropskem parlamentu imamo gluhonemo poslanko. Dva, no, ampak ena od teh, s katero zelo dobro sodelujemo, je povedala svojo zgodbo. Ko je začela, je delala v krogu skupin gluhonemih, ki so imeli tisto predstavo, da sej, če imamo ta hendikep, nikoli ne moremo uspeti. Sej, to je taka težka ovira za nas, da pravzaprav ne moramo biti enakopraven del družbe. Ampak dokazala je, da ni tako, da ne bo odvisna od drugih v smislu tega, da bo čakala na milost in pomilovanje, ampak je šla, doštudirala kolegica pravnica, kandidirala in postala odlična zagovornica pravic teh ljudi v Evropskem parlamentu. To je samo en primer, da pravzaprav ni izključenosti, če je volja, če je pravzaprav strast in pravi pristop. In mislim, da tukaj se lahko računa potem tudi na ustrezen družbeni okvir, ki ga pa Evropa vseeno premore. Še eno vprašanje bomo vzeli, potem žal zaključimo. Še kakšno vprašanje? Aha, tule, ja. Čisto na moji desni, na vaši levi. Gašper Andrinek, Val 202. Mene pa nekaj zanima, takole najbolj enostavno vprašanje. Če mislite, da bomo mladi, sam sem 24 let star, sploh kdaj recimo dočakali upokojitev in pa malce bolj nasplošno, kako se bo pravzaprav spremenila percepcija neke ideje, ki mogoče trenutno še prevladuje med malce bolj starejšimi, ta tri faze, šolanje, služba, redna služba in upokojitev. Kako se bo to spreminjalo v prihodnosti, v daljni prihodnosti, mogoče čez 30 let? Gospa Koleša, morda vi srečujete številne tako uradnike, politike, podjetnike, se mi zdi, da bi znali dobro odgovoriti na to vprašanje. Ja, zdaj, kar se tiče v bistvu tega zaporedja, ko vi pravite, šolanje, služba, upokojitev, jaz bi tu rekla, šolanje, tako kot ga danes gledamo formalno, v pač vseh teh intervalih, osnovna, srednja šola, fakulteta in naprej, jaz mislim, da bo prihajalo do te faze vseživljenjskega učenja, ki bo nujno, to pomeni, glede na hiter razvoj, bo potrebno se izobraževati, usposabljati, ne samo v tistem formalnem smislu, ampak tudi v dvigu kompetenc glede na trenutni razvoj raznih tehnologij. Službe predvidevam, da ne bodo, recimo tako kot so zdaj te fiksne službe za nedoločen čas, predvidevam, da bodo tu večje fleksibilnosti ravno zaradi razvoja teh novih tehnologij.
upokojitve, tudi danes smo priča o tem, no, da se dela bistveno dlje, ne, da tudi ljudje radi delajo tudi po tistem obdobju, ko formalno se lahko upokojijo. Tako da, če na kratko povzamem, šolanje skozi vse življenje, tako formalno kot neformalno, službe fleksibilne in pa upokojitev, mislim, da se bo lahko glede na interes oziroma tako, kot je bilo večkrat rečeno, tudi strast, ne, delalo lahko tudi v različnih področjih še kasneje. Grega? Jaz bi sam še to dodal, da glede na to, da smo se prej pogovarjali o delovniku, ko se bo tehnologija razvijala, bo vedno, po mojem, vedno manj treba delati, kar pomeni, da bo tudi verjetno prej se dalo upokojiti, tudi tehnologija omogoča, da se stvari cenijo, tako da bo verjetno bomo prišli v fazo, ki ne bo potrebno veliko denarja za to, da lahko človek živi. Je pa to svet stvar vsakega posameznika. Jaz recimo si sploh ne predstavljam, kako bi bilo po upokojitvi, ker ne vem, kaj bi delal potem. Ne? Tako da sem še mlad, tako da mogoče se bo spremenil to, ampak se ne veselim tega trenutka, ker se mi zdi, da bo potem nekako mojega življenja enega dela konc. Jaz bi sam na en delček odgovoril, kdaj bojo starejši pripoznali vaše potrebe, takrat, ko boste vi to zahtevali. Zato, ker ne vem, če se zavedate, v kakšnem stanju ste. Da ste prva generacija, ki ima precej slabše pogoje, kot je imela generacija vaših staršev, pa ste tiho. Družbeno ustvarjamo pa precej več. Torej, jaz ne vem, kaj čakate. Ja, ne bomo več čakali. Jaz bi še to dodal, da to, da ste tiho, to, da lajkate na Facebooku, ne pomeni, da niste tiho. Ne? Pač biti glasni pomeni več, kot se na socialnih omrežjih po komentarjih oglašati. Samo en stavek, prosim, res. Ja, to mi diši na en poziv. Na aktivacijo. Je pa res, ne. Se misli, da diši po kosilu že. To je tisti presežek, ne, je nepravično razdeljen in to se pozna, ne. In zato se treba upreti, ne. Akcija torej, vabimo na kosilo, potem greste nekateri v Planico zvečer, še Space, DJ druženje, ne, šli smo čez vse časovne okvirje, na ESI in ASI ne bi bili zadovoljni s tem našim časovnim odmikom, ampak tako pač je, vsi govorniki, čudoviti ste bili, hvala lepa, aplauz, bodo na voljo tudi še med kosilom za kakšen klepet, a ne? Z nami so bili Franc Bogovič, Igor Šoltes, Sabina Koleša, Grega Milčinski in Janez Kotar. Še enkrat hvala lepa in lep dan vsem želim. Hvala.